Okay, hvala za povabilo, za besedo. Kaj izziv, ne? Izziv je bil, da premislimo, kdo vse misli begunsko krizo, oziroma meni se zdi, da je to predvsem izziv, kakšen izziv predstavlja begunsko gibanje, pa raje rečemo pomlad migracij, kot se tudi imenuje, to gibanje za samo misel. In kako sem jaz razumel, ne, je v bistvu ta današnji simpozij na nek način refleksiven, skratka bomo malo reflektirali, ker pomeni seveda lahko vnašamo tudi neke subjektivne dimenzije, ne, v to vprašanje. In jaz sem pač ta moj prispevek poimenoval Skupno odpiranje Evrope. Seveda sem se pač nekako poigral z vprašanjem skupnega na osnovi razlik, kako misliti skupno na osnovi razlik in seveda begunci, ko odpirajo Evropo, ne, seveda na eni strani povzročijo to identitetno paniko, po drugi strani pa seveda tudi nek obet svobode v smislu, da lahko razmišljamo nedržavne načine oblikovanja skupnega na osnovi razlik. Zdaj, seveda se nekako izhajam iz tega, kako je mene sploh zatekla pomlad migracij. In sicer, takrat sem bil v Latinski Ameriki, in sicer v Boliviji in v Ekvadorju. In seveda mene je predvsem zanimalo vprašanje antikolonializma danes, antikolonialnega projekta, ki je tudi zato, ker sem bil precej nekako razočaran nad izkušnjo v Evropi v času krize, ker bolj ali manj se je delalo na kritiki politične ekonomije, pa se mi zdi, da nismo prišli daleč in da smo pravzaprav kot neka generacija politična doživeli kar precejšnjo razočaranje, precejšen poraz. In sem se pač šel učiti v Latinsko Ameriko in seveda me je predvsem zanimalo, ne, ta neka inovativna, recimo temu politika različnosti, ki se tam dogaja. Skratka, tam krožijo neki koncepti, ki so tudi vnesli v ustave, recimo v ustavo Bolivije pa Ekvadorja, to so koncepti plurinacionalnosti, interkulturnosti, pravic narave, to so v bistvu vse koncepti, ki so nastali v staroselskih gibanjih in seveda danes tudi ne, imajo ta staroselska gibanja določene težave v razmerju do tako imenovanih naprednih vlad, ki so se v bistvu izkazale za precej modernizacijske in seveda na ta način tudi na nek način so začele delovati proti staroselcem. Skratka, tisto, kar me je privlačilo, ker sem študiral, so te ideje nekega radikalnega pluralizma v smislu ekonomskega, socialnega, pravnega, skratka, da lahko soobstajajo različni sistemi. Tisto, kar me je recimo zelo tako privlačilo, je ideja indianizacije družb, recimo tudi pogovarjal sem se s Silvijo Rivero, antropologinjo, ki je v svojem življenju delala kot oralna zgodovinarka v staroselski skupnosti in je seveda pomembno prispevala k politizaciji staroselcev in temu novemu političnemu antikolonialnemu gibanju in ona zagovarja tezo, da bi morali Bolivijo indianizirati in jaz sem jo vprašal, ampak a to ne pomeni potem neko novo obliko homogenizacije evropskega tipa, ne, skratka vzpostavljajo neke te nacionalne enotnosti, homogenosti in je rekla kratko, ne, indijanstvo je pluralizem. Skratka, in potem sem prišel v Ekvador, kjer sem spremljal novo vstajo staroselcev, ki se začela 8. avgusta v Kitu in sem dobil v roke knjižico KONAI. KONAI je Konfederacija staroselskih narodov Ekvadorja, kjer podajo naslednjo definicijo interkulturnosti. In pravijo, interkulturnosti ne moremo razumeti zgolj kot spoštovanje, strpnost in priznavanje različnosti. Interkulturnost ni multikulturnost, saj sledno opisuje obstoj različnih kultur v določeni teritorialni enoti, ki pogosto sobivajo neprostovoljno.
Pojem multikulturnosti je indiferenten do političnega obravnavanja različnih skupin, kar pomeni do promocije hegemonske kulture in segregacije podvrženih kultur, s čimer zakrije odnose neenakosti in družbene neenakosti in pušča nedotaknjene strukture in institucije, ki privilegirajo ene glede na druge. Nasprotno, interkulturnost temeljito preizprašuje kolonialnost oblasti in istočasno promovira dialog znanj, mišljenj, spoznanj, epistemologij in duhovnosti po povratni poti vzajemnega učenja in izmenjave. Za cilj ima, podčrtam, izgradnjo novih in različnih družb, odnosov in življenjskih pogojev, ne samo ekonomiji, ampak kozmologije življenja, ki med drugim vključuje vednosti, starodavne spomine in odnos z naravo in duhovnostjo. Skratka, to je neka definicija interkulturnosti, ki se meni zdela totalno mind-blowing. No in potem sredi tega preučevanja, te ideje skupnega, brez nekega skupnega ozadja, brez nečesa, kar je univerzalno, brez nekih univerzali, brez te mašinerije, proizvodnje partikularnega v funkciji homogenizirajočega, občega, skupnega, kar jaz mislim, da je definicija moderne države, katerega temelj so razlike in ki se gradi skozi razločevalne in vključujoče sinteze in skozi izključevalne in dialektične sinteze. Skratka, skozi to preučevanje me je dosegla pomlad migracij v Evropi. To je bilo skratka nekje avgusta, septembra, ko uspejo begunci in migranti, begunke in migrantke in vse ostali two spirits people zraven, uspejo prebiti blokado na Madžarskem in v bistvu uspejo prenesti eno temeljnih protislovij današnje Evrope v samo srce Evrope, skratka grejo za Nemčijo. In seveda takoj se pač v istem trenutku se je izkazalo, da te naše družbe že dolgo niso bile tako polarizirane, zagitirane, identitetna panika je postala mainstream, obenem pa sem jaz v celi zadevi videl tudi en moment, potencial osvoboditve ali pa osvobodilen potencial, namreč nastala je razveza, skratka recimo Machiavellijev disunione, ki pravzaprav vzpostavlja pogoje za politično. Seveda potem v tej identitetni paniki, agresiji, vse splošni ksenofobiji, rasističnem, sovražnem govoru in tako naprej, smo se pač pogovarjali, zakaj pravzaprav gre. Recimo moj ameriški prijatelj Maple Raza je rekel, da gre v begunski krizi za fight for the soul of Europe, za spopad za dušo Evrope. Da seveda ta izjava na nek način izraža dramatičnost trenutka, obenem pa mislim, da nas pelje na nek spolski teren konstrukcije evropske duše na način obsedenosti z velikimi razlikami, za iskanjem tega, kar dela druge in evropejce, ali pa s konstrukcijo ideje univerzalnosti, ki gre prek definiranja evropskosti ali človeškosti kot čiste potencialnosti, kot nečesa, kar nima kvalitet in je ravno zato superiorno partikularizmom. To je recimo nekaj, kar sem jaz opazoval tudi v Boliviji, ker so v času še neoliberalizma so uvedli reforme in so potem staroselcem dodelili 36 etni z določenim teritorijem, in s tem seveda so vzpostavili nova razmerja gospodstva, ker seveda v mestu, ker so pač akulturirani, oni so pa nosilci univerzalnega, oni so pa čista potencialnost, in se mi tudi delo recimo nezanimivo, in tudi recimo v tej perspektivi kot nasprotje temu neoliberalizmu, ki ga je tudi ta potem Moralesova socialistična vladavina ni razgradila, kot nasprotje temu neoliberalizmu, ta indianizacija. Ampak ta se mi zdi, fight for the soul of Europe, se mi ne zdi, da je ravno nekako ustrezno označil situacijo. Je pa en drug tovariš iz Italije v Rigoncih, ko smo talali čaje, juhe po noči, beguncem, begunkam, takrat, ko je še bil neprečiščen tok,
so potem se nam pridružili fantje, mislim, so bili Afganistanci, pa Sirci, pa potem en reče, ne, thank you, pa reče ta tovariš iz Italije, thank you for opening Europe. Ne, hvala, ker odpirate Evropo. Ne. In meni se zdi, ne, da je ta izjava v bistvu absolutno povedna, glede tega, kar je pravzaprav skupno v poletju migracij. Ker se tisto, kar se mi zdaj sprašujemo, je, ne, zakaj je to skupni boj. Ne? In seveda, ne, recimo ravno včeraj smo imeli eno debato v okviru protirasistične fronte in so bili zraven prosilci za azil, zdaj ne imajo ta tehnični termin, ne, pravni. Ne, in je bilo to vprašanje, ne, kaj zdaj je tisto, ne, kdo zdaj dejansko, ne, se tu bori, ne, čigav je to boj, na kak način je lahko to skupen boj, kako lahko mi ta skupen boj mislimo, brez da reproduciramo razne patologije, ne, ki jih pač poznamo, ne, skratka, da ne gradimo nekih odnosov dominacije, da ne hierarhiziramo, da se ne zavlečajo neki mikrofašizmi not, in tako naprej. Ne. Tako, ne, to se mi zdi, da je trenutno ne, ključno premisliti, kaj zdaj je to skupno. Se mi zdi, da se pač povsod dogaja. Recimo, če gledate v Nemčiji, ne, imate izjemno dinamiko, imeli ste v Hamburgu neko konferenco, ne, ki so organizirali pravzaprav begunci sami, begunke, migranti, migrantke. Ne, in pa seveda veliko vprašanje, a lahko zdaj Nemci so zraven ali ne morajo biti zraven, po kakimi pogoji so lahko zraven, kakšni pogoji ne morajo biti zraven. Ne. Jaz se mi zdi, recimo, da je izredno zanimivo, ne, tudi na nek način nekaj, kar omogoča seveda neko zelo tako produktivno refleksijo. Recimo tudi sam, ko sem bil v Berlinu, ne, sem doživel na tako srečanje, ne, potem je bila zraven, so se pa tako srečali begunci, begunke, pa kaj smo mi, evropski državljani, pasošari, ne, bi rekel, Aco Todorović, pasošari, arici, ne, in potem je ta ena študentka, ne, prava, nadobudna, rekla, ja, ampak smo mi pogledali, ne, kaj zdaj to v zakonih piše glede človekovih pravic, pa tako naprej, poljubi pa tam en, ki je begunc, ki je prevajal v Farsi, ne, in je že pred leti prišel v Nemčijo, zdaj pa je zraven. Je rekel, pa kakšne človekove pravice? Ne? Je rekel, to za nas ni, mi smo sužnji. Ne? To so potem te debate, ki so znotraj, ki se mi zdi, ne, da so izredno produktivne. Ne? In tudi recimo na nek način ideja tega mojega prispevka je, da razmišljamo o settingih, v katerih sploh premišljamo, na kak način premišljamo migracije, begunstvo in tako naprej. Ne? Skratka, ne, zdi se mi, da skupno odpiranje Evrope v smislu, ne, te defetišizacije, biti skupaj oziroma biti v skupnem, recimo kot pravi Balibar. Ne. In skratka se mi zdi, da gre pri tem odpiranju Evrope za politične razsežnosti tega poletja migracij, ki po mojem niso nič drugega kot začetek novega vala, samo mogoče začetka ali pa nove epizode dekolonizacije Evrope. Skratka, jaz mislim, da tisto, kar postavlja pred nas, to, kar so mediji poimenovali begunska kriza, kar se znotraj bolj migrantski gibanj poimenovalo poletje migracij, na nek način pred nas postavlja vprašanje, kako misliti dekolonizacijo, nujno dekolonizacijo Evrope. Seveda mi lahko mislimo begunsko krizo v povezavi s kolonializmom na nek standarden način, ne, recimo lahko razumemo begunstvo, kot učinek, ne, jaz sem tako, skušam brezmerno misliti, ne, stvari, da se bo to neke mere minute, ne, tayloristične. Okay. Skratka, lahko mislimo, ne, ta povezavo s kolonializmom na standardni način, ne, in razumemo begunstvo kot učinek kolonialnih, neokolonialnih, postkolonialnih politik, ne. Zagotovo obstaja neka globalna delitev dela z ekstraktivizmom, ki razlašča prebivalstvo, ne. Zagotovo se recimo v teh okoljih država bolj ali manj kaže kot agent primitivne prvobitne akumulacije, to sem sam doživel tudi, ne, v Ekvadorju, ne, ker vam celo regijo spraznijo staroselce, ker pač so dobile tam kitajske pa kanadske multinacionalke koncesije, da kopljejo baker v površinskih rudnikih. No, skratka, seveda lahko to mislimo, ne, in ta pogled ima neko analitično moč, ne, ampak problem, ki je v tem pogledu, ne, je, da migracijo desubjektivira, da je zreducirano predmet, migrantke v bistvu na žrtve. Ne. Drugače rečeno,
dejstvo, da begunci in migranti niso žrtve, kar se seveda ponavlja v gibanjih migrantskih že nekaj časa, skratka niti agresori, niti žrtve, ne, ampak protagonisti, razveljavlja samo možnost, da se z migracijo ukvarjamo znanstveno, na zahodni način, na način torej, ki ima po De Castru, ki je napisal eno fino knjigico Kanibalska metafizika, podlago z moderni zahodni metafiziki, ki je v svoji hegemonski različici začetek in izvor kolonializma. To je spoznavanje način objektiviranja, čiščenja subjektivnega, naša ministrica znotraj zadeve bi rekla prečiščevanja begunskega toka. Recimo zagovornik avtonomije migracije, recimo Bojađijo Emanuela, pravijo, v bistvu jugoslovanka iz Nemčije, nemška jugoslovanka, pravijo, da je treba opustiti idejo proučevanja migracij in sprejeti idejo migracije kot perspektive, torej preučevanje iz migracije, ne samo migracije. Ne? In perspektivizem v povezavi z multinaturalizmom, ki je, kot to De Castro že omenjen pravi, teoretična praksa staroselcev v Amazoniji, pa ne samo tam. Skratka, gre za nek koncept delanja konceptov, ki omogoča dekolonizacijo misli. Po De Castro recimo na način, da omogoča osvetljevanje infrafilozofskega v filozofiji. Jaz bi pa treba še dodal, da omogoča osvetljevanje političnih praks delanja konceptov, ki slednjih ne razumejo kot predmetov, ampak kot odnose. In da so v bistvu politične prakse v različnih osvobodilnih gibanjih. Recimo, ne vem, opereisti so študirali kapital tako, da so skupaj z delavci brali kategorije, pa so oni povedali, kako oni ne čutijo te kategorije. Ne. In seveda na ta način so potem ujeli proizvajali koncepte kot odnose, v katere ali pa razmerja, v katere smo pete, ne pa kot predmete, ne pa kot objekte. Recimo, jaz tega nekako ne morem na fakulteti delati, jaz to študente sprašujem, pa probam v to smer usmeriti, ampak oni skozi mislijo koncepte kot neke predmete, pa definicije, pa brskajo, kaj zdaj jaz vem o tem, pa skušajo dati neke te objektivizirajoče definicije. Zelo težko pa mislijo pojme kot razmerja. Zdaj, kaj je značilno za perspektivizem? Zdaj mogoče samo na hitro še čez to. Najprej seveda človeška imanenca, kar pomeni seveda, da ljudje in živali in ostale entitete se potem ločijo v speciaciji, ampak na začetku smo pa vsi ljudje, vsi imamo neke intence. Razveljavitev dihotomij, kot sta narava in kultura, individuum in družba. Multinaturalizem in ne multikulturalizem, pri čemer ta multinaturalizem pomeni, da razlike ne izhaja iz različnih predstav. Skratka, mi nimamo različnih predstav o istih stvareh, ampak iz razlik v telesu kot habitusu, etosu, vsega kot nekem snopu afektov in zmožnosti. Seveda to telo je seveda tudi kolektivno, je vedno sestavljeno, to moramo misliti neko spinozovsko telo. Skratka, ne gre za obstoj različnih perspektiv na stvar, ampak za stvari in bit kot gledišča oziroma perspektive. Te pa so v nenehni transformaciji, saj so razlike predpogoj za komuniciranje in primerjanje, pri čemer se dogaja prevajanje kot izdaja, kako prevajamo v primerjavah, v bistvu vedno pride do izdaje in ta izdaja je potem neka vzajemna kontaminacija, namreč kontaminiramo se s kulturnim dispozitivom tistega, kar primerjamo. Sedaj, komuniciranje na osnovi razlik, brez pretenzije, da skrijemo kakršnekoli univerzalistične predpostavke, zažene neko ekspanzivno razločevalno sintezo, komuniciranje na robovih ali mejah in s tem razgradnjo identitet in nastajanje skupnega kot mnogoterosti. In ravno to se mi zdi, da je v tisti definiciji interkulturnosti, ki so jo zapisali v Konaji. Zdaj bi samo s tem zaključil, če torej želimo živeti obet svobode poletja migracij, moramo subvertirati znanstveno produkcijo vednosti, sprejeti perspektivizem in multinaturalizem, ne pa multikulturnost. Multikulturnost je koncept, ki je globoko kolonialen.
Prenehati objektivirati in začeti proizvajati koncepte kot odnose v vključujočih settingih. Zdaj pa še na koncu, ko smo že imeli na tapeti Lano. Lana je pač umetnica pa znanstvenica, ne? In iz te ta njena šizofrenija. Ne? Mislim, ne? Umetnost in država sama pa ensemble. Ampak jaz mislim, da je treba tudi znanost umetniti. Ja, skratka, ne? Tudi znanost, ne, skratka, mora postati subjektivirana, skratka, mora biti nekaj, kar izhaja iz gledišč, ne pa skratka nekaj, kar objektivizira. Pa recimo še neka naša taka naloga, ki jo lahko damo tukaj kot neka znanstvena skupnost, ki je dobila zdaj ta izziv, da se dekolonizira. Mi imamo 433, po novem, ne, te oblasti uspevajo zmanjšati to število prosilcev za azil, 433 prosilcev za azil, ki so soočeni in prosilk in vseh tu spiric, ne, teh vmes, ne, ki so v teh mlinih državnih, policijskih, katerih edini namen je zmanjšati, čim bolj zmanjšati število ljudi, ki dobijo azil. Zaradi tega so različni pritiski, ljudje pač jih pritiskajo, da podpišejo neke papirje, da se prostovoljno vračajo ali na Hrvaško ali kamorkoli. In ti ljudje rabijo čim več glav, čim več kapacitet, da začnejo organizirati neko kontraekspertizo. Jaz pač predlagam, da naredimo to neko kontraekspertizo skupaj z njimi, seveda pod njihovim vodstvom. To je pa naš izziv.